Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Jezikovni kotiček. Tokrat se bomo učili o nedoločniku in namenilniku. Nedoločnik sodi med neosebne glagolske oblike, to pomeni med tiste, ki jim ni mogoče določiti osebe. Neosebnih glagolskih oblik je več. Deležja, deležnike in glagolnike bomo obravnavali v naslednji jezikovni oddaji. Nedoločnik se rabi ob naklonskih glagolih, glagolih začetka in nehanja ter še nekaterih drugih glagolih in izrazih. Naklonski glagoli izražajo odnos do drugega glagola, na primer hoteti, morati, želeti, dovoliti, smeti. Poglejmo si primere. Hoteti. To delo hočem dokončati še danes. Morati. Do petka moramo oddati poročilo. Želeti. Za 8. marec svoji ženi želim podariti šopek vrtnic. Dovoliti. Dovolim ti iti zvečer v kino, če boš naredil domačo nalogo. Smeti. Ali smem odpreti okno? Glagoli začetka in nehanja že sami po sebi povedo, da nekaj začenjamo oziroma končujemo. Poglejmo si primere. Začeti. Aprila smo začeli zidati hišo. Pričeti. Sin je septembra pričel hoditi v šolo. Nehati. Nehalo je deževati. Nedoločnik se uporablja tudi pri nekaterih drugih glagolih in izrazih. Na primer. Splača se. Splača se imeti dobro avtomobilsko zavarovanje. Dobro je. Dobro je preveriti, ali imamo vse potrebno. Lepo je. Lepo je priti med prijatelje, ki te imajo radi. Prosim, dajte mi piti. Ima kdo še kaj vprašati? Tu ni več kaj dodati ali povedati. Namenilnik se uporablja samo ob glagolih premikanja. Pri namenilniku bodite pozorni, ker se obrazilo končuje na t ali na ničto končnico, če se osnova nedoločnika končuje na č. Poglejmo si primere. Iti. Zdaj grem delat. Iti. Vsako jutro grem teč. Iti. Pojdi pospravit sobo. Teči. Tečem zapret vrata. Hoditi. Enkrat tedensko jim hodim likat. Sedaj pa bomo rabo nedoločnika in namenilnika vadili tako, da jo bomo uporabili v naslednji izmišljeni zgodbi. Kdor hoče v športu doseči dobre rezultate, mora trdo delati. Zjutraj mora vstajati zgodaj, veliko trenirati, se naprezati in biti discipliniran. Treba je paziti na prehrano. Matic se je že kot majhen otrok odločil trenirati atletiko. Soseda jim 2-krat tedensko hodi čistit stanovanje. Včasih ji potarna, kako želi pojesti kakšen masten burek,
ampak mu trener ne dovoli. Pravi, da se splača potrpeti, ker ima na tekmovanjih potem dobre rezultate. Lepo je držati v rokah kolajne, se smeji Matic in že teče trenirat. Za vajo tudi sami sestavite zgodbo, v kateri vadite svoje znanje o nedoločniku in namenilniku. Če nam boste svoje besedilo poslali v uredništvo Spletne TV na naslov zveza-gns.si, se bomo potrudili, da ga bodo naši lektorji v najkrajšem možnem času pregledali in vrnili. V e-pismu navedite svoje ime in priimek, koliko ste stari oziroma ali še hodite v šolo. Vašega odziva bomo zelo veseli in vam bomo z veseljem pomagali. Nasvidenje prihodnjič.